Dober večer. No, takole mislim, da tole dela. Zadnjič sem obljubila, da bom danes par besed povedala, da se spet oglasim v živo. In sicer zdajle za začetek bom začela lepo s kakšno pozitivno mislijo. Predvsem vam tele karte, prehod v novo dobo. In v bistvu jaz tako začenam jutro. Jutro, ko vstanem, rečem, no, svetle sile, hvala za podporo. Takole prižgem svečko, takole. In v glavnem, in rečem, da vidim, kaj meni stvarstvo sporoča danes. Zdaj je vam prišla karta Angelski glas. Dovoljujem, da me vodijo nebesne sile. V sebi sem mirna, slišim vodstvo. To je karta 37 in kaj piše pol naprej? 37, rešitev je blizu, je tukaj. Umirjena sem, da lahko jasno slišim sporočila, ki jih angeli šepetajo. Misli, ki se mi porajajo, so angelska sporočila. To je jasen klic, kaj moram narediti. Angeli me vodijo k pravim ljudem, angeli mi pošiljajo prave ljudi. Čas je za premik naprej. Podpira me cela angelska vojska, mene ljubi vse stvarstvo. In, ta je dobra, ja? Dejstvo je, čas je za premik naprej in včasih je tako enostavno ptičati, tako enostaven. In sploh, ko vidimo, da se je treba že premakniti, ne? In potem nam začne telo sporočati, da je nekaj narobe. Da recimo, če imamo težave s tem z izražanjem, dejansko nas začne boleti grlo, imamo pogoste prehlade, imamo težave s ščitnico. In sploh, kdor ima težave z grlom, dajte si gor modro ruto, modro bluzo, nekaj modrega si dajte okrog vratu, ker s tem aktivirate, spodbudite delovanje grlene čakre. In v bistvu, ko ne upamo niti spregovoriti o svojih težavah, ja, takrat je najtežje. Vem, da je težko, ko človek gre čez obdobje sprememb, ampak sama sem na koncu koncev to prehodila in vam povem, da je vredno. Je težko je odpustiti vsem, ki nas ranijo, ampak je vredno. Zato, ker pol, ko to naredimo, veste, kaj se naredi? Rešimo se teže karme. Dobesedno se odluščiš stran, ne rabiš več tega. No, da vidimo naslednjo sporočilo. Naslednjo sporočilo, da vidim, kaj sporoča stvarstvo. Jaz sem sonce, jaz sem žarek sprememb. Pa smo spet pri spremembah. 39, to je tale karta, vam pokažem. Te čudovite risbe so risbe gospe Katarine Vidmar. Jaz jo izreden cenim, to je krasna moja prijateljica, ki v bistvu dodala svojo energijo tukaj gor. Eno so sporočila, drugo je pa tudi to, kar je ona narisala. No in tukaj naprej piše. Na zemljo sem poslana, da svetim ljudem. Stvarstvo me potrebuje prav ta trenutek. Povezujem se z izvorom svetlobe. Dovoljujem, da me vsako jutro napolni nova energija. Sončno energijo nosim v svojem srcu, žarim v ljubezni. Ja, včasih je sicer težko žareti v ljubezni, ampak dejstvo je, da ko si dovolimo biti to, kar smo mi v sebi noter, in ko dovolimo, da kakšna stvar tudi odide, takrat je bolj enostavno, res je bolj enostavno. Še eno sporočilo bom potegnila za vas in da vidimo, kaj stvarstvo sporoča. Tale. V meni se vsak dan rojeva nova energija, jaz sem plodnost in obilje. Ali pa dajmo tako, naravnana sem na obilje. Veste, koliko je to zanimiva vibracija? Zadnjič sem z eno gospo govorila in ta gospa, Rosanda, za vas zdajle, prav, tole vam moram še prej povedati. Ena gospa me je klicala in je rekla, joj, veš, jaz bi ene stvari prišla k tebi iskat. Se rekla, si ti premislila, koliko boš porabila denarja, da ti prideš do mene? Ne, jaz nočem plačati pošto. Se rekla, si ti zavedaš, da je dražje, če se ti usedeš v avto in prideš do mene, kot da jaz dam na pošto, ker v tem primeru sigurno te bo manj prišlo. In se rekla, se zavedaš tega, da si naravnana na vibracijo pomanjkanja. A veste, jaz z veseljem plačam. A veste, kaj s tem?
Stvarstvo sporočam, z veseljem plačam in z veseljem sprejemam. Se pravi, če daš, lahko dobiš. No, zdaj pa Rosanda, za tebe, v redu. Kaj tebi stvarstvo sporoča? Kaj tebi ta trenutek stvarstvo sporoča? Tale je za tebe. Dobila si čiščenje. Maja, bom še zate potegnila. To je moška energija. Ti si zdaj v enem procesu čiščenja in zdaj rabiš odločnost, moč, tisto, treba je narediti nekaj za sebe. To ni tisto, joj, bom videla, mogoče. Zdaj je treba stvar vzeti v svoje roke in narediti korak naprej. Vse, kar mi ne služi več, naj odide na miren in ljubeč način. Svobodna sem. Ti bom prebrala naprej, to je karta 38. Črna boginja, prav Katarina, da je to, se pravi 18 karta. Dovoljujem, da se ščistijo podzavestni programi, nezdrava prepričanja, vsi uničujoči celični spomini, ki me na zavedni in nezavedni ravni bremenijo, ter mi ne dopuščajo, da bi srečno zaživela. Hvala za izkušnjo, ki je ne potrebujem več. Skozi mene teče svetloba, odpuščam sebi in odpuščam drugim. Mogoče tako za tebe, lej, tukaj je zdravilna molitev dekodiranja. In jo imaš tukaj noter na CD-ju in dejansko jo poslušaš, to iz te nove knjige. Tukaj imaš napisano in si poslušaš, v glavnem tudi v tejle knjigi, ta novi, je noter to napisano in mogoče bi bilo čas, da se reprogramiraš. Ker če imaš potrebo potem, da si žrtev, ne boš nič naredila v življenju. Če imaš neko kodo zlorabe v sebi, ne boš nič naredila, ker non-stop rabiš neke ljudi, ki te na en način zlorabljajo. No, Maja, zdaj pa še za tebe, je v redu? Maja, tebi pa stvarstvo sporoča, tale vam pokukala, lej. V svojem srcu nosim milino, ki se izraža preko mojih oči in obraza. Cela moja bit izraža milino. Maja, tebi pa sporoča stvarstvo, ali da bolj začni razmišljati lepo o sebi, ali pa da se začneš zavedati tega, da kako si v sebi ta ženska mila. To je karta 78, ti preberem 78 sporočilo. Milina je stanje duha, milina je blagost do sebe in do sveta. To je ženska moč, ki ni v agresiji, pač pa v ljubezni. Moč, ki se ji nič ne more upreti. Milina je srčna nežnost in sprejemanje. To je angelska energija, ki se na zemljo steka preko žensk in otrok. Jaz sem Milina. Nataša, zdaj še zate eno potegnemo, prav? Nataša, zadnjič, ko smo imeli žrebanje, kaj si že dobila? Eno stvar sem ti poslala, no da? V glavnem, Nataša, tale bo pa zdaj za tebe. Lej, ti povem, kaj tebi stvarstvo sporoča. Temo pa prijaznost. To dvoje vam padlo, lej. Tole ti sporoča. Kaj se skriva v nezavednih, temnih delih mene? Prosim za zavedanje. Čiščenje teme ni slabo, absolutno ne. Nataša, taj zate, veš, da noš mislila. Tema 33, ti zdaj povem, kaj ti sporoča. Voda, prečisti me. Daj si nared banjo in daj noter kilo soli in dovolj, da se to vse očisti. Sol čisti auro. Ogenj, predajam ti svojo bolečino. Zrak, napolni me z novo energijo. Zemlja, poveži me s sabo, z izvorom. Sprejemam se svoje odločitve. V danem trenutku sem delala najbolje, kar sem znala in zmogla. Le ta karta je tudi povezana z odpuščanjem sebi. Ker včasih, mogoče smo v preteklosti kakšno stvar naredili, pa jo bi mogoče zdaj drugače naredili. Ampak v tistem danem trenutku takrat smo pač delali najboljš, kar smo znali, s tistim, kar smo imeli. In ni nič narobe, ne nazadnje, če kakšno stvar naredimo, ker to je pot razvoja, vse je tukaj pot razvoja, ampak da se potem sekiramo do konca življenja, ker smo nekaj naredili narobe, za koga že. Tudi drugi ljudje delajo najbolje, kar znajo in zmorejo. Odpuščam sebi in odpuščam drugim. No in še ena je zate, Nataša, ven padla in to je prijaznost. Blagodejno sprejemam sebe in druge. Alojzija, še zate bomo, prav.
Do sebe sem nežna, sočutna in mila. Ta moja mehkoba se odraža pri vseh odnosih. Prijaznost ne pomeni, da ljudje lahko stopajo po meni. Pomeni sposobnost, da se na ljubeč način postavim za sebe. Prepoznavam svoja čustva in znam razbrati čustva drugih. Na ljubeč način znam povedati, kaj želim. No, zdaj pa še eno, za koga sem že rekla prejle, da bom še eno potegnila za Alojzija, ne da? No, Alojzija, zate je pa sporočilo, čak bom tele karte dala nazaj, kar sem jih ven potegnila, pa da vidimo, kaj pa zate. Zate pa sporoča stvarstvo, vera. Vse je tako, kot je prav. To je karta številka 14. Jožica, bom pa še zate, prav? 14, da jaz zdaj tole potegnem. Bomo danes kar pri kartah ostali, očitno. Jaz sem danes hotela govoriti o možganih. Okay. Vse je tako, kot je prav. Mirna sem. Neskončnemu v meni ne more spodleteti. Mojemu življenju vladata red in mir. Mojega duha prežema brezpogojna ljubezen. Na vseh področjih me vodi božanska inteligenca. Življenje me ljubi. No, zdaj pa, za katero sem rekla Jožica, zdaj pa za tebe in pa še za tebe, Karmen. Najprav, Jožica, za tebe pa sporoča stvarstvo tole. Sodelovanje v ljudeh, s katerimi sodelujem, iščem njihove moči, ne pomanjkljivosti. 44 karta in zdaj da vidimo, kaj je zate sporočilo. Pozorna sem na to, kdo prihaja v moje življenje in kakšni občutki se mi porajajo. No, prav na to, lejte, moramo biti pozorni, da naše srce ima senzor, približno 2 metra okrog nas, dobesedno mi zaznavamo vse okrog sebe in točna sporočila vemo, kaj pride in bodimo pozorni na to, kaj se prvi občutek. In če je prvi občutek slab, je to sporočilo, le bod pozorna. Ne se lahko pol z nihanjem sami preverite, kaj vam želi povedati zdroben glasek. Sergeja, jaz si bom morala začeti pisati še za koga. Prej Karmen, pa Sergeja, ok, bom. V glavnem zdaj sem za Jožico. Ljudje so mi poslani kot angeli, da mi pomagajo, čakajte. Na tej poti nisem sama. Seveda srečujem tudi ljudi, ki so okuženi s temo. Tudi te prepoznam in jim dovolim, da grejo svojo pot. Tudi ti so mi poslani, da lahko vidim, koliko sem se že naučila. Blagoslavljam jih z ljubeznijo. Jaz upam, da ne bom kakšnega zgrešila. Zdaj tole, Maja, pa tam je bila še, koga sem prej Karmen omenila, ne da? Karmen, ta je za tebe. Povezovanje. Na svetu sem zato, da svetim z ljubeznijo. Zdaj bom morala mehno hitrejš, pa potem za, koga sem rekla, Teja, kdo je bil že prele? Teja, zate pa je vztrajnost. Zmorem vztrajati na začrtani poti, angeli mi stojijo ob strani. To je pa zate sporočilo. V glavnem, zaupa, da je to tako prav. Zdaj bom pa še sporočila prebrala 7. 7, kaj tukaj piše? V ljudeh iščem njihove moči, njihove dobre lastnosti. Vsak ima v sebi drobno lučko žarek Božjega. Dovoljujem si, da vidim svetlobo v ljudeh. Jaz sem svetloba, ki privlači svetlobo. Jaz sem svetloba, ki osvetljuje temo. Jaz vam prav eno stvar želim sporočiti. Glejte, kako ljudje delujemo. Ljudje delujemo na ta način, da ponavadi najdemo nekaj, a veste, kaj pri drugemu treba pošimfati. Tudi zdaj lahko najdete kaj pri meni, si rečete, le kako bere, kakšno frizuro ima, kva pa tej ženski ni jasen, ali karkoli. A veste, ljudje smo navajeni pa usmerjeno ni vedno v negativo. Ali pa recimo, tudi mogoče nekoga ne poznaš, pa recimo nekdo vpraša za mene, ne? Kaj pa misliš tale Minka? Ja, veš, jaz pa mislim in že natrosi neko mogoče negativno mnenje o meni, ki sploh nima osnove. Mogoče ta človek mene sploh osebno ne pozna, ampak nekaj plasira naprej, Bog si ga vedi kaj. Eno stvar, lejte, ko sodelujemo z ljudmi, jaz se tega osebno držim, če ne morem nekoga pohvaliti, ali pa če
ne vem, tudi če nekdo slabo govori o drugem človeku, jaz ne želim šimfati, pa klatiti po temu človeku. Zaradi tega, ker na koncu koncev, če jaz nimam z enim človekom slabe izkušnje, zakaj bi klatila po njemu? Eno stvar pa je, da vse, kar opazimo pri drugih ljudeh, se mi moramo vprašati, a je to mogoče moj odsev? Recimo, če jaz rečem, veš, ta moj mentor, ki sem ga večkrat že omenila, en moj mentor je rekel, veš, ljudje se te bojijo. Kdo so te ljudje, o katerih je govoril? On je v osnovi rekel, jaz se te bojim. Ali pa, ko ljudje reče, veš, ljudje so ti nevoščljivi. Kdo so te ljudje, ki so ti nevoščljivi? Vsak govori samo svojo resnico. No, tako da, dejansko bodite pozorni na to, kar drugi govorijo, veste, ko vam opisujejo vas, ker oni opisujejo samo sebe. Tudi z enim drugim mentorjem sem sodelovala in je začel govoriti zelo negativne stvari čez mene. In se rekla, veš, vse to, kar si rekel ta trenutek, ne govori nič o meni, ampak pove veliko o tebi. Ko je rekel, da meni ne bi priporočil nobene stranke, da nimam pojma o stvareh, da pa še kaj. In sem si rekla, lej, to je tvoje mnenje, ne moje. Anja, zdaj bom pa zate eno karto potegnila, je v redu. Anja je bila z mano na eni izmed delavnic in vam nekaj povem, da zdaj pripravljam delavnice, imam zdaj že nekaj potrjen, v osnovi ne, imam že potrjen. 8., 9., 10. in 11. mislim, da tako, maja bomo šli v Toskano in bomo imeli kulinarični izlet v Toskano z romanjem v Asizi. Prostor bo za, ne vem, 25-30 ljudi, ne bo glih pocen, zaradi tega, ker bomo šli v hotel s 5 zvezdicami na vrh enega hribčka. O tem bom več drugič govorila, ampak se toliko veselim in imam že potrjen za 1. maja Silbo, ne Dolgi otok. V ponedeljek pa grem na sestanek tudi za Dolgi otok. Tako da bom v kratkem objavila vse te delavnice, ki jih bom imela v letošnjem letu. In tako, če vas kakšna stvar pokliče, se prijavite. Zdaj še nisem nič objavila. Anja, ta je za tebe. Varno je ljubiti, to si dobila. Dobila si sicer dušnega partnerja, ampak dušni partner, ne ponavadi iščemo v drugih ljudeh vse to, kar mi želimo, da bi dobili. Ampak vedno vsak od nas prinesemo najprej sebe. In odprta sem za prejemanje in dajanje ljubezni. Anja, to je zate, ampak do sebe. Odprta sem za dajanje in sprejemanje ljubezni do sebe. Kaj pa, če bi za začetek si kakšno stvar prvošla, zato ker se imaš rada? Stvarstvo jaz ti bom malo prevedla, mi sporoča, da je prav, da ljubim, zato da grem lažje preko prehoda. Čas je, da skozi mene teče čista ljubezen. S to ljubeznijo zdravim sebe in zdravim svet okoli sebe. Anja, to je za tebe sporočilo. Ej, Roman, živijo, Roman je bil tu z nami na Dolgem otoku, še zate potegnem eno tole. Rosanda, če te pokliče 25 ljudi, bom vzela, toliko bo noro, ker gremo pa na hribček, na vrh, mislim, hotel je neverjeten in to ima ena gospa, ki sem jo tudi Marinela, je moja prijateljica in toliko se veselim tega, mene pa Asizi pa že poklical že kakšno leto nazaj in zdaj bom šla skupino tja. Toliko se veselim tega, prav čutim, da bo to neverjetno. Program pa tak, da bomo najprej šli Seno pogledati, pa Firence bomo pogledali, potem pridemo v ta hotel, pa bomo 2 dni imeli kulinarične užitke, malo bomo pripravljali vmesne obroke, jaz bom razlagala to po knjigah, rituale te jutranje in tako naprej bomo imeli, dekodiranje podzavesti, potem gremo še v Asizi. Tako, ful se veselim, ful. Roman, taj za tebe. Kaj je tisto, kar ne sodi več v tvoje življenje? No, kaj naj odide? Roman, zate sporočilo 31, karta. Dovoljujem in delam prostor novemu. Čakajo me ljubezen, izobilje in radost. Noben razhod ni enostaven, ali pa nobeno čiščenje ni enostavno.
Vsakič, ko se reže popkovina, je bolečina prisotna na obeh straneh. Ko je čas za razhod, naj se zgodi. Varen sem. No, to je sporočilo za tebe. Tako da, danes sem v bistvu... Oj, Maja, sem te spustila. Maja, zdaj le ta trenutek dam eno sporočilo za tebe. V redu? Maja, za tebe sporočilo. Čas je, da postaneš radostna. Srečna sem, da živim. Radost. Kaj pa, če bi šla kdaj ven, pa se šla kepat? Ali pa poriti dričat po hribu? Ali pa delati nekaj otroškega? Ja, očitno je čas, da začneš nekaj delati, kar ti veča radost. Veste, mi odrasli včasih postajamo preveč odrasli. In ko postajamo preveč odrasli, Sergeja, se bom zate toče, takrat imamo velike probleme. Moje srce je mlado in večno. Mladostna energija se pretaka po mojih žilah. Dobro se počutim v svojem telesu, ki je prežito z radostjo. Po polnosti sprejemam svojo radost in življenje. Zdaj pa Sergeja, zate sporočilo. Da vidimo, Sergeja, za tebe sporočilo tole. Ej, Sergeja, ti si tudi radost dobila. Otroška duša. Da nekaj, kakšno traparijo naredi v življenju. Ne vem, jutri v službi nekomu nekaj všpič. Samo zato, ker si živa. Zakaj pa ne? Ker včasih postanemo toliko odrasli. Valentin, Tine, zate sporočilo. No, sem te že skoraj zamenjala z Valentinom, pa nisi. Tine, midva se tudi poznava. Tine, za tebe. Nova energija. Nove ideje prihajajo kot sporočila, prebliski in slike. Pred menoj je novo obdobje. Karta 36. Ta je vrtinc. Nove energije. No, ta vrtinc, kaj ti prinaša? Sedaj se prepuščam toku življenja. Zaupam, da se bo vse uredilo. Jaz, in potem daš svoje ime, Tiner, ti rečeš, sem več kot se zdi. Zavedam sem, da sem stvarnik svojega sveta. V meni se pretaka mogočna sila. No, to je za tebe, Tine, sporočilo. Takole, lejte, mislim, da bi tole lahko delala cel večer, ker to so toliko dobre zadeve in dejansko jaz s temi kartami prehod v novo dobo začnem jutro in tako. V glavnem naštelam sebe na pozitivo. To je najbolj pomemben. Ker dejstvo je, da če že zjutraj začneš z negativo, to se ti potem samo še postaneš magnet za vse slabo in se res začnejo dogajati slabe zadeve. Tako da res dobre. Zdaj ta zadnjo bom pa samo še tole dala nad Angel Rafael, to je pa za vse nas. Nad Angel Rafael, prosim te za zdravljenje. Pripravljen sem ozdraveti. No, in v glavnem, Nataša, bom pa še eno zate, pa zdaj glih za nad Angela Rafaela, ne, to bom pa prebrala, zdaj pa samo še zate. Dejan, najboljš, da se izklopiš od tukaj, zaradi tega, ker očitno teb tole ne potegne. Aj prav, in nihče te ne sili, da moraš tole spremljati, ker na koncu imaš mogoče poročila, pa glej, kdo je koga ubil. In verjetno boš več imel tega in boš imel občutek, da pač svet gre k hudiču. Tako da, izvoli. Ugasen, pa je problem rešen. Zato, ker lej, druga stvar je, a ne, tudi jaz, če vam mogoče grem s to svojo pozitivo na živce. Ja, mogoče pa vi morate mečkam bolj pozitiven začeti razmišljati. A ne, tisto, kar ti gre na živce, ti na en način kaže ogledalo in včasih, veste, tudi sonce, ko posije, je mogoče preveč svetlobe naenkrat in te zaslepi. No, in tako se dogaja z ljudi okrog nas. No, in čakaj, za koga sem že prej rekla, da bom še za Natašo, rojstvo in tole pa zate sporočilo. Meni se vsak dan rojeva nova energija. In ta nova energija, 57, karta, staro umira in ustvarja prostor novemu. Zaupam procesu. V meni je večno življenje, sprejemam vse, kar mi pripada, zdravje, lepoto in izobilje na vseh ravneh. In Andreja, še zate bom. Hvaležna sem za svoje žensko telo. Dovoljujem, da se moja ženska energija izrazi.
Jaz sem boginja na tem svetu. Andreja, še zate. Takole moram vzeti vse v roko in tole potegniti in da vidimo tvoje sporočilo. Nova pot. Dovoljujem, da končni rezultat preseže vsa moja pričakovanja. Nahajam se na pravi poti. No, in zdaj da vidimo nova pot. 46. Upam si narediti korak v neznano. In včasih je to težko, ne da? Upam si premagati svoj največji strah. Zaupam, da me stvarstvo podpira. Sem na preizkušnji. Ali zmorem izpustiti vse staro in se podati v neznano? Ali zmorem predati vse, na kar sem navezana? Varna sem tukaj in zdaj. Zame je vedno poskrbljeno. Mene podpirajo vse svetle sile. Frančka, a še eno, no pa hočem nekaj od Angela Rafaela. Super, da je tole top shit zabava, a ni to fajn, da imajo ljudje opravka, super. Frančka, tale pa zate, prijaznost, blagodejno sprejemam sebe in druge, ljubezen do sebe, kako gledam sebe in kako gledam na druge ljudi. Predvsem to, da nehaš opazovati, kaj je slabega pri drugih ljudeh. Tudi tale Dejana, ki tam komentira, pač to je njegov nivo in nivo njega je, da pač serije na cel svet, da se krega s celim svetom, namesto da bi preklopil. Pač ljudje delajo najboljše, kar zmorejo. In kar zmorejo, to je v redu. Tudi, če nam skačejo v glavo, so pač tako, kot tist pes, ki ga je strah in bevska. Pač to je za najvišja stopnja, kar zmore. Biti prijazen do sebe je pa tudi to, ko se pogledaš v ogledalo in da rečeš, dobro jutro, seksi bejba. Sama sebi, ne rabiš potrditve od drugih. To je to. Slavi živijo. Slavi, sva se včeraj dobro srečali na parkirišču. Slavi izredno cenim. Slavi je tista, ki spremlja vse to delo, kar lektorira, doda svojo noto zraven. No, Mateja, tale pa zate, kaj si dobila? Jasnost, jaz vem, poznam resnico, jaz sem resnica. In tole, kar je jasnost, to pomeni, Mateja, da je mogoče čas, da začneš bolj poslušati sebe. In ker ti veš, ko se ne znam odločati, me zadržuje strah. Strah je kot virus. Takrat dovoljujem, da ljudje okuženi strahom manipulirajo z menoj. Jasno mi je, kaj je dobro za mene. Jasnost mi pomaga do čiste resnice, enostavno vem in se zavedam, kako delovati. V zavedanju je moč. Mateja, to je sporočilo za tebe. To, kar so tvoje sporočila, je prav. Sledi temu. Tvoja notranjost, tvoje vodstvo ve. In izklop že ta ki ti govori, ne, ker je to strah, ki te blokira. No, tako da, zdaj pa grem na tole, na angel Rafael. To je najmočnejši angel, ki zdravi vse, ki zdravi odnose, ki zdravi telo, ki zdravi vse. Mislim, res vse. In če dovolimo, da se zdravljenje začne, poglejte, kako se zgodi, ko zbolimo, sploh ko se začne, takrat, ko se začne bolezen, pač pademo v strah. In ena stvar je, dokazano je, preberite knjigo Placebo ste vi. Res super knjiga od založbe Primus, zaradi tega, ker noter začetek, že sam začetek je neverjeten. Joe Dispenza razlaga, kako je dobesedno potem, ko je pristal v kalupu, avto ga je zbil, imel je dobrih 20 let, bil je na triatlonu, na kolesu je bil in dejansko kaj je bil rezultat njegove poškodbe. Imel je zlomljena vretenca in diagnoza je bila, če gre na operacijo, je velika možnost, da bo invalid. Če ne gre na operacijo, bo invalid. In veste, kaj je on naredil? Ni šel na operacijo in je imel 24 ur na dan čas, da je usmerjal svoje možgane v zdravje. In dejansko se je v 3 mesecih pozdravil, njegova hrbtenica se je zarasla.
In ena stvar je, lejte, ko se upremo na stvarstvo in ko začnemo pozitivno razmišljati, mi imamo sposobnost, moč samozdravljenja. Druga stvar pa je, ko mi pokličemo te svetle sile na pomoč, se začne proces. Zdaj pa ena stvar, o čemer sem sicer danes želela govoriti, je pa to, da samo od sebe pa tudi ne gre. Ker če bomo mi v sebe tlačili same smeti, naše telo bo te smeti vdelalo v svoje celice. In želela sem vam govoriti o resveratrolu. Zdaj, kaj je resveratrol? Jaz tukaj noter, to je iz te nove knjige, Ko ima življenje žur, resveratrol, to je snov, ki se nahaja v rdečih sadežih. No, in eno stvar, kar vam zdaj res priporočam, zima je, prehladi so, padec imunskega sistema in rabimo več zaščitnih snovi. Kje dobimo te zaščitne snovi? Ker v bistvu prav resveratrol in flavonoidi, zdaj to deluje popolnoma komplicirano, ampak to so rdeča barvila, a veste kje? V aronijah, v borovnicah, v brusnicah, v bezgovih jagodah in recimo moja mama kuha trjak in jaz imam v hladilniku trjak in takrat, ko smo bolni, pač mešamo trjak noter v čaj in sem napisala tudi tukaj noter v ta novi knjigi recept, kako skuhati domač trjak. To je iz bezgovih jagod. V glavnem, dejstvo pa je, da goji jagode pa aronija vsebuje ogromno resveratrola. Resveratrol je pa snov, ki deluje direktno na obnovo možganov, na to, da lažje mislimo in deluje na samo celično presnovo. Zdaj vam pa želim prav povedati, kaj delajo flavonoidi, rdeča barvila. Zdaj vam bom brala iz knjige, to je ta nova knjiga, Ko ima življenje žur, na strani 78. V glavnem, rdeča barvila, flavonoidi, čistijo kri, preprečujejo propadanje holesterola, oksidacijo holesterola, kar pomeni za vse tiste, ki imate težave s holesterolom, bi rabili na dan vsaj nekaj porcij iz rdečih, ali pa vsaj 3 porcije iz aronije, ali pa šipka, ali pa paprike, borovnice, granatno jabolko, bezg, rdeče grozdje, zeleni čaj, ribez. Vse to vsebuje te flavonoide. V glavnem, potem za 90% počasni rast rakastih celic. Deluje zaščitno na celično jedro in na DNK. Potem preprečuje, se pravi skupaj s C-vitaminom, deluje kot naravni aspirin, deluje proti vnetjem in zmanjšuje nevarnost srčnih obolenj, krepi obrambno sposobnost telesa in predvsem deluje tudi na oči, na solzno tekočino, deluje na to, na tiste, ki imate suho sluznico, ki nimate solzne tekočine, rabite več vijoličnih barvil. No in v teh vijoličnih barvilih se pa nahaja snov resveratrol. In mogoče ste že slišali, da vino, rdeče vino vsebuje zaščitne snovi, ki dobro deluje na možgane. Pač to sploh tisti, ki so ljubitelji vina, zagovarjajo in rečejo, da to je za obnovo možganov. No in prav ta resveratrol, poglejte, na kaj deluje. Preprečuje razvoj kožnega raka, zaščiti nas pred visokim krvnim tlakom, srčnim popuščanjem in srčnimi obolenji. Izboljšuje občutljivost na inzulin, se pravi, kdor ima sladkorno bolezen, deluje protivnetno in protivirusno, dviga imunski sistem in deluje proti raku. In ne nazadnje, ali pa prva stvar, kar je najbolj pomembna v resveratrolu, je pa to, da obnavlja možgane. In deluje na to, da lažje mislimo. In zdaj sploh v zimskem času, dajte na dan pojesti 1 pest goji jagod. Prav 1 pest, dajte jih v smuti ali pa same kot malco. Zdaj pa eno opozorilo. Za vse tiste, ki ste občutljivi na sladkor, goji jagode ali pa jagode tele aronija, glikemični indeks imajo okrog 25. In to pomeni, da kdor je zelo občutljiv na sladkor, bi bilo fino, da zraven poje še nekaj. In to so beljakovine. In glejte, pred pol ure sem namočila mandlje. Treba jih je namakati, glejte, kaj je nastalo, kakšna voda rjava. To ni za popiti, ne tega piti, ampak mandlje je treba za par ur namočiti. Zaradi tega, da tale zaščitna snov gre stran, to je
snov proti plesnenju. Druga stvar pa v mandljih, sploh v tej zaščiti, če jih ne namočimo, se nahaja fitinska kislina. Fitinska kislina pa preprečuje kalenje. In dejansko, ko jih mi namočimo, se že začne proces kalenja. In ko se začne proces kalenja, pomeni, da lažje izkoristimo vse te hranilne snovi, ki jih vsebujejo oreščki. In kaj dobimo v mandljih? Mandlji vsebujejo ogromno vitamina E. Vitamin E je pa za vse nas ženske ključen, ker vitamin E povečuje prekrvavitev, je za lepo kožo, deluje proti valungam, deluje na boljše hormonsko stanje in vitamin E je najboljši antioksidant, ker preprečuje oksidacijo, tudi holesterola, deluje na oči, deluje čisto vse, od hormonov naprej. In mandlji vsebujejo ogromno beljakovin, ki so potrebne za to, da sladkor ostane v ravnovesju, to pa pomeni, da hujšamo, da se dobro počutimo in da imamo ogromno energije. Tako da, gledajte, tu je ena taka vmesna malca, eno pest enih ali drugih, se pravi ali goji jagod ali pa aronije, zraven eno pest namočenih mandljev. Če pijete jogurt ali pa sirotko, čez popijete 2 deci jogurta ali pa sirotke in imate krasno malco. In boste videli, na ta način shujšate in se res dobro počutite. Za vse tiste, se pravi, rada bi... Sergeja bom takoj odgovorila. V glavnem, tole že za povečano energijo, ampak sem še nekaj bi rada razložila. Kdor želi shujšati, vam prav toplo priporočam, dajte zdaj ta trenutek rabimo D3 vitamin. In s soncem ga ne morete dobiti. Tudi če greste zdajle in ga lovite, te sončne žarke, je nemogoče dobiti zadostno količino D3 vitamina. D3 je čez zimo treba dodajati kot prehransko dopolnilo. In sicer lahko greste v lekarno, bodite pozorni, da je res 100% naraven D3 vitamin, če ni naraven, ne tega kupovati. Če kupujete v lekarni, zelo dober vir je iz lišajev, je D3 vitamin, lahko ga pa tudi pri meni naročite, čakajte, da ga najdem med mojimi vitamini. Jaz jih imam tukaj zase, takole jih imam, lejte, da navte mislim, kaj zdaj jaz brskam med mojimi vitamini, to je pa tale, ki ga jaz uživam, v glavnem kalcij pa magnezij z D3 vitaminom, takole so tabletke in v glavnem jaz na dan vzamem, ne vem, če se vidi, vzamem, ne vidi se, ne da se ne, takele tabletke so, tam 3 tabletke na dan, če imam kakšno bolečino v kakšnem mišici, tudi 6 na dan jih vzamem. Ampak D3 vitamin, kdor se zdaj kar redi pa redi, dajte D3 vitamin. Druga stvar pa, če ste kronično utrujeni, kaj nek vam manjka? Veste kaj? C vitamina. Ja, tukaj, to smo rekli, dajte na dan, 2krat na dan aronijo, goji jagode, borovnice, dajte si smuti narediti, dajte peteršilj v smuti noter, to so odlični viri C vitamina. Predvsem ste podhranjeni, to je prva zadeva. Tako da C vitamin lahko dobite kot prehransko dopolnilo. Če ga kupujete, ga dajte kot s postopnim izločanjem. Nina, živijo, zdaj pa prav moram prekiniti. Nina je pa ena moja taka dušna sestra. In spoznali sva se preko žlahte in sva v žlahti, v glavnem, ampak tako neverjetna. Naju so prav skupaj povezali, takrat, ko je bil ta prav čas. A veste, to so tiste dušne sestre, ker jih srečaš, ker jih moraš srečati. In ne vam povem, da je ona ena od glavnih krivcev, da je moja hčerka, ki je zlomila komolec, da je v bistvu, da ima zdaj roko popolnoma gibljivo. Tako da, Nina, hvala. No, zdaj pa grem nazaj na C vitamin. C vitamin je tudi za gibljivost, ampak predvsem C vitamin je prvi tisti, ki pomaga proti spomladanski utrujenosti. Druga stvar pa, kaj pa če imate zapacane celice? Več maščob rabite, da odprete celico. No in to je pa zdaj druga zadeva, formula 4. No to tudi recimo Nina prav to kombinacijo uporablja štijana, da C vitamin pa formula 4. V glavnem, formula 4 si pa formula 1. Ja, zato se jaz tako dobro počutam. Jaz to vzamem po kosilu 2-3 kapsule formule 4 in sem vedno kot formula 1. Dejansko jaz sploh ne vem, kaj je to biti utrujen. Kaj je noter naravni vitamini in te naravni vitamini od B vitamina
potem C, E vitamin, vsega je pomal, cink, bakar, selen, jod, kombinacija za razstrupljanje, je pa kombinacija železo in glejte, kje to kombinacijo dobite. Irena, bom odgovorila za hrustanc. Železo, bakar, C vitamin pa B12 vitamin je kombinacija za boljšo kri. In dejansko Formula 4 ima vse sestavine za boljšo kri. Ena hrana pa obstaja, ki je za boljšo kri. A veste kaj? Tatarska ajda. Tatarska ajda ima točno to kombinacijo vse noter in ljudje, ki so slabokrvni, bi mogli na dan pojesti eno skodelico tatarske ajde. Zdaj, kakšna je razlika med navadno pa tatarsko ajdo? Navadna ajda je majčkeno hranilno manj bogata kot pa tatarska ajda. Kje dobite tatarsko ajdo? Ni jo treba sejati. Imate na Dolenjskem, je mlinar Rangus in pri njemu dobite tatarsko ajdo. Obstaja tudi gospod Blatnik oziroma pekarna Blatnik, ki pečejo iz tega. V glavnem delujejo na to, zdaj pa vam hočem povedati, Dejan, ti me motiš, to, da veš. Tako da, rutin. Rutin je v tatarski ajdi in deluje, lejte, proti srčnemu napadu, možganski kapi, pljučnica, proti venski trombozi, uravnava holesterol, zmanjšuje bolečine pri artritisu, vpliva na sintezo kolagena, deluje na izboljšanje krvi, in potem preprečuje nastanek krvnih strdkov in v bistvu kaj je rutin? Danes smo očitno pri flavonoidih, danes smo očitno pri teh zadevah, vijoličnih zadevah. Rutin je ena od teh snovi vijoličnih, ki se nahajajo v teh temnih sadežih. In zdaj, če pogledamo ajda, sama po sebi je temna. No, tako da zaradi tega je to pomemben, da čim več tega uporabljamo, ker na ta način bomo pač dobili te ključne sestavine, ki so potrebne za obnovo našega telesa. No, zdaj sem to sem odgovorila za energijo, zdaj pa proti bolečinam v hrbtenici, pa spet kaj potrebujemo. Po domače je treba podmazati celične, tele medvretenčne ploščice. In ko podmažemo s čim, je pa tukaj omega 3. Omega 3, 1 gram, 2 grama na dan, pa C vitamin. To je kombinacija, ki vpliva na to, da se stanje začne izboljševati. Zdaj, omega 3 seveda jo lahko dobite povsod. Ko kupujete omega 3, če želite, da deluje proti vnetjem, potrebujete, da si boste lažje predstavljali. Omega 3 je tako kot družina, to je, kot da bi se vsi pisali omega 3. In obstaja več teh različnih članov omega 3, te družine. Ena je ALA, maščobna kislina, in ta ALA, maščobna kislina, ki jo dobimo v lanenem semenu, deluje na celično presnovo, tudi na več energije in deluje na to, da pač lažje pridejo hranilne snovi v celico. Druge maščobne kisline iz te družine, DPA, EPA in tako naprej, pa delujejo proti vnetjem. In dejansko, če mi želimo zmanjšati vnetja in če želimo, da podmažemo hrbtenico in da delujemo ta gibčnost, vneti sklepi, tudi kalcinacija, artritis, v tem primeru mi potrebujemo omega 3 iz rib. No in zdaj, kaj jaz zdaj iščem v ta novi knjigi, sem kar precej o tem pisala, o teh tihih vnetih na celični bazi. V glavnem, omega 3, EPA in DPA tvorita super hormone, ki pomagajo do mladostnega počutja in tudi videza. Tako da recimo, jaz sama uporabljam sigurno 1 gram, to so 3 kapsule na dan, zaradi tega, ker to deluje na to, da celične membrane postanejo bolj prožne in zaradi tega pač vpliva to na samo kožo. Pa ne samo to, se ne gre za to, da izgledaš mlad. Gre se za to, da se počutiš mlad, da si gibčen, da ni, da te tukaj boli, da si cel zariban, da zjutraj, ko vstaneš iz posle, poskočno, ne pa kaj en starček. No, tako da v glavnem, išči jaz, Karmen, išči jaz, recimo, omega 3, vam povem eno zgodbo. Kako se reče, moj bivši tast, a tast za celo življenje. No, v glavnem, kakorkoli, dedek od mojih otrok,
je zaribal pred parimi leti, je dobesedno za 70. rojstni dan pristal na kavču. To ga je bolel hrbet, prav ta vnetje živca, da tudi vstati ni mogel s kavča. In 3 tedne je ležal na kavču in dobesedno nič mu ni pomagal. Če je parkrat z rešilcem smo ga odpeljali po blokado, ker enostavno ni mogel hoditi. No in lejte, kaj sem mu jaz povedala. Pa sem pa jaz rekla, zdaj pa tega dost, zdaj pa midva tole malo podmazala. In sem mu dala 6 komadov omege, 6 komadov C vitamina, 6 komadov česnovih tablet. Zdaj, zakaj vse to? Česen je proti vnetjem, ker iščija se vnetje. Dala sem mu 6 komadov flavonoidov, ki povečuje vezavo C vitamina. Flavonoidi smo prej govorili, to je vijolično barvilo. Ampak obstaja pa tudi samo koncentrat tega za ženske, ki imajo vnetje mehurja in te zadeve. In dala sem mu, seveda, 6 kalcijev, vsega po 6, pa pol vrečke šejka. Čez 3 dni hodil. Res, čez 3 dni hodil, tako da je neverjeten. Tako da takrat, ko se vname živc, je treba velike količine in zdaj, če gledava, Karmen, koliko je to omege, to je 2 grama omege na dan, 2 grama kalcija na dan. V glavnem, vse to po 2 grama in boš videla, to je neverjeten, koliko se hitro stanje začne izboljševati. Tako da to je to, vidite. A bomo za danes zaključili, naslednji teden nadaljujemo s kakšno pozitivno mislijo, nekaj o zdravju, tako sem danes dobila navdih, da govorim o tem in ko naslednji teden dobim spet navdih, se javim. Tako da, če imate kakšno tako vprašanje, mi napište, bom si zapisala in vam bom enostavno odgovorila na ta vprašanja, kolikor je v moji moči, vam bom z veseljem pomagala. Ali gremo še na eno pozitivno misel pred spanjem? A je že čas za spanje? Boja, bo, počasa, ne da. Ena pozitivna misel za spanje. No, da zdaj vidimo. Dejan ima svojo zabavo, vidim, in tudi take ljudi rabimo v svojem življenju, ki nam skačejo in delajo in hočejo svojo pozornost. Kaj Dejan v osnovi sporoča? Sporoča, da je v osnovi en tak, ki hoče imeti pozornost in verjetno je bil v otroštvu prizadet, ker ni dobil zadosti pozornosti. Po vsej verjetnosti ga je nekdo ignoriral in zdaj v odrasli dobi hoče na en način dobiti pozornost, ki jo ni dobil kot otrok. Tako da, to je tisto, ko nekateri obtičijo na stopnji otroka, pač nekateri na 6-letnem otroku, drugi tam do 13 let in se vedejo temu primerno. Tako da, ko hočemo, taki morajo obstajati. Zdaj pa sporočilo. Ja, za začetek smo dobili angelski glas in za konec. In dejansko dovoljujem, da me vodijo nebesne sile. V sebi sem mirna, slišim vodstvo. No, in dejansko, dajte se tega držati, da če držite se tega, da angeli so tukaj okrog nas, samo slišati jih moramo. In dovolj, da spregovorijo skozi nas in da delamo dobro v svoji okolici, okrog, tisti krog, na katerega mi lahko vplivamo, ker vsak ima domet, vsak izmed nas. Tako da, lejte, imejte se lepo, uživajte, lahko noč in veselje mi je. Veselje mi je zato, ker vem, da lahko širim pozitivno energijo in delajte enak tudi vi v svoji okolici, ker vsak izmed nas ima vpliv na svojo okolico. Tako da, lahko noč, uživajte in dajte, jaz vam bom, Sergeja, vam bom odgovorila noter, vam bom dala povezavo v komentar, pa si boste na spletni strani prebrala, pa bomo mogoče drugič govorili več o hujšanju. Je v redu? No, lepo se imejte in lahko noč.